Stališče poslanske skupine SNS bo predstavil gospod Zmago Jelinčič Plemeniti. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. No, še eno letno poročilo Varuha človekovih pravic je pred nami in tudi v tem poročilu ne vidimo tistega, kar bi moralo pisati. V bistvu gre za skupek raznih debat, obiskov in razmislekov o stvareh, vendar pa ne vidim tukaj noter ničesar, kar bi se lahko reklo, da je varuhinja človekovih pravic oziroma ta inštitut pomagal našim ljudem. Cela vrsta zadev je, ki so nesmiselne. Pri poglavju 2.15 o pravosodju nikjer ne vidim, da je v bistvu ugotovitev, da se sodi po priimkih in po imenih, ne pa po zakonih in po tistem, kar je kdo naredil. Če se nekdo piše prav, sigurno ne bo obsojen oziroma bo oproščen ali pa minimalno obsojen, če se nekdo piše narobe, bo dobil po glavi še za tisto, česar ni naredil. Pa v tem poročilu ne vidim nobenih razmislekov. Zelo slabo je to. Potem, če gremo na okolje in prostor, dogajajo se požigi, ko vsake toliko časa zagori ena firma, kjer imajo skladiščene nevarne odpadke. Seveda, najlažje je to vse skupaj zakuriti, da gre v dim in v ogenj in da ni treba tega odvažati in imeti stroškov. Pa ne vidim, da bi se kdaj varuhinja ali pa kdo iz te inštitucije obrnil do ljudi, ki živijo tam v okolici, ki so potem pod vplivom nevarnih strupenih snovi v zraku, ki padajo na tla, onesnaženost zemljišča in tako naprej. Pri pravicah otrok se govori o nasilju nad otroki v družini. Nikjer pa nimam podpoglavja o nasilju nad otroki se strani države. Slovenska država je v zahtevah Evropske unije podlegla tisti tendenci, da je povsod treba LGBT skupine porivati naprej in jih urivati v šole in v vrtce in je izdala knjige tudi za otroke 9 let starosti, kako naj se obnašajo in kako naj spoznavajo lezbične in pederske variante. A to ni nasilje nad našimi otroki? To je nasilje nad našimi otroki, ki ga izvaja država, v kateri, kot nekateri pravijo, je na vrhovnih pozicijah do 60% homoseksualcev. To je čudna zadeva, da se potem naša varuhinja, ki je pisala še to poročilo, s tem ni ukvarjala. Jaz upam, da bo novi varuh človekovih pravic to zadevo gledal malo drugače. Vsi bi želeli zdravo populacijo, normalno populacijo, ne pa zblojeno, dekadentno, kakršno hoče narediti iz nas Evropa. Poglejmo malo na vzhod, poglejmo v Višegrajsko skupino, poglejmo na Madžarsko, poglejmo v Rusijo, kjer rase zdravi mladi rod. Pri nas se zdaj na določenih fakultetah, ki imajo sploh poseben specifičen status, se stranišča za moške in ženske ukinjajo. Ne govori se več tako, kot je v skladu z pravili slovenskega jezika o moški obliki, ampak zdaj so vse ženske oblike, tako da bom zdaj gospoda našega Židana, ga bom imenoval gospa Židan, ker zgleda, da je to bolj primerno v skladu z temi tendencami. Ali pa mogoče gospodična Židan, ali pa kaj zvem kaj. Tako daleč smo prišli. In tukaj noter pa beremo ene flauzne pa neke statistike in tako naprej. Kaj me moti? Moti me segregacija. Varuh človekovih pravic
inštitucija izvaja segregacijo nad cigani. Dejstvo je, da povsod se govori o romski skupnosti. Kaj pa ostali dve skupnosti? Skupnost Sintov in skupnost plemena Kale. To so 3 plemena ciganov, sodijo vsi skupaj v korpus ciganov, ampak obravnava se samo romska skupnost. Tukaj gre za evidentno segregacijo. In ne mi govoriti, da se to ne sme govoriti cigani. To je ravno tako, kot da lahko rečeš, da so na svetu Komanči, pa Apači, pa Suji, ne smeš pa reči, da so to Indijanci. Tako daleč gremo tudi v tej naši Sloveniji, ki je postala ena kloaka bedastih izhodišč, bedastih zahtev in ki kima zgolj tistemu, kar da Evropa, kar je najbolj bedastega, kar se lahko zgodi. Sicer ni čudno, da je vse skupaj tako. Konec koncev, ko govorimo o romskih skupnostih, pa pozabljamo tudi naprimer na druge, recimo nacionalne skupnosti. V statističnem popisu prebivalcev ne vidimo več nacionalnosti ali narodnosti. To se ne vem, zakaj skriva. In tukaj gre za kršenje človekovih pravic, recimo pripadnikov srbske narodnosti, pripadnikov hrvaške narodnosti, ki imajo pravico, da se vpiše ali pa da zavrne vpis, kakšne narodnosti je. Ravno tako je Slovenska nacionalna stranka predlagala tudi, da se vpiše materni jezik. Pa seveda slovenska vlada to zavrača. Zakaj? Tukaj se je treba vprašati, kje gre za kršenje človekovih pravic. In kje je tu varovanje človekovih pravic? Pri nas vidimo varovanje človekovih pravic samo pri migrantih. Migrantom je dovoljeno vse. Lahko si privoščijo, kar hočejo, in nisem zasledil ničesar, da bi se varuhinja človekovih pravic obregnila ob razne nevladne organizacije, ki kriminalna dejanja vzpodbujajo in sodelujejo v kriminalnih dejanjih ilegalnih prehodov meja. Ne, tega ni. Jamranje migrantov, da so v zaprtih prostorih, da imajo premalo gibanja naokrog, so bedasta. Če gremo po Ljubljani, pejte se sprehoditi po Ljubljani, proti večeru jih boste našli, kakor hočete. Po Ljubljani hodijo sem ter tja in že nadlegujejo mlada dekleta. To ni izmišljotina. Čeprav naši govorijo, da to ni res. To je res. In začelo se bojo dogajati svinjarije, kakršne se dogajajo na Švedskem, v Nemčiji, v Franciji in o katerih seveda naši mediji ne smejo poročati. Zato, ker to ni v skladu z evropsko usmeritvijo. Ampak, kaj se pa dogaja? Seveda, policiste je pa treba zategniti in jih kaznovati. Policisti, namesto da bi jim dali večja pooblastila, se ne smejo migranta niti pritakniti. Pa so se zgodili napadi na policiste z nožem, z grizenjem, z palicami in z ne vem čem še vse. Policist, ki se je branil, je bil potem procesuiran s strani slovenske oblasti. Kakšna država smo mi? Kakšna država smo mi? Gnojišče. Leta 1991 smo nekateri vzeli orožje v roke. Malo nas je bilo, zelo malo, ne toliko, kot se zdaj hvalijo, da jih je, ne vem, preko 65,000 veteranov. Mogoče nas je 40 pritisnilo na petelina, jaz sem pritisnil na petelina. Vse ostalo se je pa v veliki večini so se skrivali. Danes so vsi hrabri, ampak da jaz povem, nismo se takrat borili za to, za tako svinjarijo, ki jo imamo danes.
Borili smo se za nekaj popolnoma drugega in če bi še enkrat prišlo do kaj tazga, bodite prepričani, za marsikdo ne bi dvignil puške več za to državo, od katere ni ostalo pravzaprav nič. Ostala nam je domovina, domovino nam pa jemljajo tudi takale letna poročila Varuha človekovih pravic, ki konec koncev na mesečni ravni porabi kakšnih 160 000 evrov. Zakaj le? Zato, da je tam zaposlenih 40 ljudi, ki gledajo, kako je migrantom hudo, kako je ciganom hudo. Kaj pa naši ljudje? Kaj pa naši ljudje? A je kdaj bila delegacija recimo na Kozjanskem? A so bili kje v Prlekiji, v kakšni vasi, kjer nimajo ne elektrike, ne vode in kjer ljudje živijo iz dneva v dan? Ne! Treba je hoditi v ciganska naselja in pisati potem, kako jim je hudo. To, da jih je pa ciganov vedno več in da se priseljujejo iz Romunije, da nimajo nobenih dokumentov, to ni važno. To ni važno, da delajo kriminalna dejanja in da jih policisti ne smejo zagrabiti pa sankcionirati, če pa že pridejo na sodišče, imajo nekateri po 60-70 kaznivih dejanj in niti za eno kaznivo dejanje niso kaznovani. Človek se vpraša, a smo sploh še država? Mislim, da smo prišli na eno nivo plemenske skupnosti in to slabe plemenske skupnosti. In če bi že morali kaj narediti, bi morali narediti tisto, česar nismo naredili leta 1992, ustanoviti pokrajine. 5 slovenskih pokrajin bi moralo biti. 4 zgodovinske, Koroška, Primorska, Štajerska in pa Kranjska, ter pa Pomurska. Na ta način bi si tudi izognili tistemu strahu, ki ne ve, kaj je zgodovina in jamra in se boji, kaj bodo Madžari rekli v zvezi z ponovnim odpiranjem Trianona. Ampak ne, tega mi ne bomo delali. Tega mi ne bomo delali. Mi se bomo ukvarjali z vsemi mogočimi kozlarijami in z hudim nasiljem policije nad migranti. A ja? Poglejte si malo, kaj delajo migranti po Evropi in namesto, da bi letno poročilo Varuha človekovih pravic pisalo, koliko slovenskih ljudi ste zavarovali pred nasiljem migrantov, tega ne piše. Tukaj noter nič ne piše, koliko je bilo uničenih vikendov, koliko je bilo uničenih hiš, kamor so se naselili migranti, kakšne svinjarije so tam delali, kaj so počeli, nič od tega ne piše. Tega ni v Sloveniji izgleda. Je samo grdi Slovenci in pa grozni slovenski policisti. Žalostno je to vse skupaj. In varuhinja se je ukvarjala z nenapovedanimi obiski policijskih postaj. Ja, a je to prioriteta Varuha človekovih pravic? Pa sigurno ni tja hodila zaradi slovenskih zapornikov ali pa tistih, ki so jih pridržali. Ne, sigurno ne. Hodila je zaradi 2 segmentov. En segment so cigani, drug segment so migranti. Zakaj? Ne zato, da bi ugotovila dejansko stanje, ampak da bi pomagala tem ubožčkom. Ne vem, kaj bi rekel. Mi tega poročila ne bomo podprli. Zagotovo ne, kajti to je sicer lepo oblikovana knjiga, zanimiv dizajnerski pristop, ampak vsebina je pa žalostna. Žalostna vsebina. Jaz bi pričakoval, da bi pisalo o tem, kje se je pomagalo našim ljudem. Tega razen deklarativnih zadev tukaj noter nimamo kaj dost. Seveda je pa na široko pa napisano o mednarodnem sodelovanju, za katere pa se jaz vprašam, kakšno mednarodno sodelovanje. Dajmo skrbeti za sebe. Poglejmo vzore v tistih državah, kjer se skrbi za lastne ljudi. Poglejmo, kako se skrbi za lastne državljane na Madžarskem. In Madžarska
Seveda vsi pluvajo po njej, da ni človekovih pravic, ampak Madžari skrbijo za svoje državljane. Pri nas mi za svoje državljane ne skrbimo. Imamo seveda kakšne dušebrižnike, ki bi bilo fajn, če bi kdaj svojo nežno ritko peljali kam po Sloveniji, pa videli, kako se tam dogaja, ampak to se verjetno ne bo zgodilo. Tisti bodo hvalili vse tiste, ki delajo Sloveniji kot državi škodo in slovenskemu nacionalnemu telesu v bistvu odžirajo nadaljnji razvoj. Še enkrat, mi tega ne bomo podprli, ker v bistvu se nam to niti ne zdi niti vredno, niti karkoli drugega. In mislim, da je tale knjiga bo v glavnem najboljša, če ima kdo zlomljeno nogo na omari, da bo to knjigo podstavil od spodaj. Hvala lepa, gospod Jelinčič. Bi vas pa opozorila,